Jaka Bijol, kako pomembna je ta zmaga, ki bo zagotovo odmevala po celem svetu? Pa ja, za našo samozavest mislim, da je zelo pomembna. No, lepo je zmaga take tekme pred polnim domačim stadionom. Res lep večer, no, še en izmed mnogih v zadnjem obdobju se mi zdi in moramo nadaljevati samozavestno naprej in ja, zelo veseli. Nekaj duelov sta imela z Ronaldom, sta si segla v roko na koncu? Pa mislim, da bi nas kar jezen, da je kar pobegnil hitro. Normalno, zmagovalec velik, tudi prijateljskih tekem gleda, ko da mu je zadnja, se mi zdi, in je kar doživel ta poraz blizu in hitro je pobegnil. Ali meniš, da ste koga tudi presenetili? Morda so mnogi pričakovali, da boste v podrejenem položaju proti Portugalcem. Definitivno smo koga presenetili danes, bi rekel, ampak nas samih se mi zdi, da nismo toliko. No, res smo odigrali eno vrhunsko tekmo na vrhunskem nivoju in obrambeno in v napadu, ko smo z žogo in ja, na tem je treba graditi in iti na naslednje tekme in na Euro samozavestni in probati prenesti to igro tudi tja. Hvala lepa. Najprej tem zadetku, ki bo zagotovo vsaj zaenkrat ostal v nekem spominu, ki ne bo šel kar tako pozabo. Ja, definitivno zadeti pri takem nasprotniku ni nekaj vsakdanjega. Res sem ponosen, da sem zadetkom pomagal ekipi tudi do zmage in mislim, da smo danes videli eno super predstavo. Res dobro tekmo z naše strani in mislim, da je to neka motivacija tudi za to, kar nas čaka potem v Nemčiji. Vse skupaj kot neka priprava, ampak tudi nek pokazatelj, da lahko igramo proti najboljšim reprezentancem. Je Portugalska vas kakorkoli presenetila ali ste vi njo presenetili, kdo je koga? Pa mislim, da po rezultatu sodej smo mi njih presenetili, ampak vedeli smo, kako oni igrajo, vedeli smo, da imajo kvaliteto. Mislim, da je vsakmu jasno, da ne moreš proti Portugalski dominirati 90 minut. Imeli smo faze, ko smo trpeli, ampak takrat bili uspešni, bili kompaktni, zadržali Portugalce dovolj daleč od našega gola, da niso bili nevarni in na koncu izkoristili svoje protinapade. Te naši protinapadi je nekaj, kar nas krasi zdaj že nekaj časa, imamo izjemno kvaliteto spredi in če bomo tako igrali, mislim, da se ni zabaviti na Euro. Kako bo odmeval ta rezultat v svetu? Pa definitivno se ne zgodi vsak dan, da reprezentanca Slovenija premaga v bistvu mogoče enega celo največjih favoritov za osvojitev Eura, konec koncev. In to je vse super za naš rating, za neko spoštovanje drugih reprezentanc do nas in mislim, da smo naredili eno veliko stvar danes v Stožicah. Že prišel kakšen SMS? Ja, seveda, v takih zadevah pride veliko SMS-ov. Konec koncev tudi to momenti, za katere trdo delaš, takrat, ko ljudje ne vidijo tega, kar si sam, ko treniraš in mislim, da se tako vse poplača na koncu. Timi Max Selšnik ne moremo mimo zadetka, ki bo verjetno zelo visoko kotiral, oziroma kotiral že v tem trenutku. Ja, sigurno. Mislim, prvenec nasploh v reprezentančnem dresu je vedno nekaj posebnega za vsakega igralca, pa ti ostane v spominu za celo življenje. Zdaj splet okoliščin, da pa še to tak nasprotnik v domačih Stožicah ob zmagi, pa še toliko lepše naredi ta trenutek poseben in kotira kar visoko, čeprav jih je bilo tu v Stožicah kar nekaj pomembnih, tudi tisti proti Ludogorcu za prvo Evropo v zgodovini, ampak ta je tu nekje z njim, sigurno. Je bilo na začetku kaj straho spoštovanja, glede na to, da ste igrali s 7. reprezentanco sveta? Ne, ni bilo. Mislim, da je bilo to tudi videno kar hitro iz tribune, da se jih nismo ustrašili. Dejstvo je, da bojo oni v večini trenutkov prevladovali z neko kakovostjo, ampak to ne pomeni, da se jih bojimo. To se pa najbolj pokaže, da ko smo dobili šanse, da smo bili pravi, pa smo jih znali izkoristiti, da smo tudi mi njih znali postaviti v neugoden položaj, pa smo tudi mi imeli še par zelo lepih priložnosti za mogoče kak gol več. Medtem, ko smo zadaj res vsi garali, da nismo prejeli tega zadetka. Glede na njihove priložnosti, pred tekmo bi verjetno pričakoval, da bi imeli več zrelejših. Tako da ja, če črto potegnemo, mislim, da smo dobro delali v fazi defenzive, v napadu, pa na te neke protinapade, pa tudi v drugem polčasu, ko je malo padla intenziteta, smo znali zadržati žogo, pa tudi mi malo si podajati in ogromno enih pozitivnih stvari za
zauzeti iz tega srečanja. Nekako ne morem mimo vprašanja, kako je igrati, ko igra Ronaldo na igrišču. Je kaj posebnega? Čisto iskrenost, mislim, da bo bolj nekaj posebnega, no, ampak enkrat, ko tekma krene, si tako, kot da si hipnotiziran, no, pač to je tvoje delo in veš, kaj moraš delati, niti nima zdaj časa razmišljati, da je zraven tebe eden največjih v zgodovini, pa kakšna mega zvezda, ne samo nogometno, športno, ampak nasploh na svetu on je. Ne vem, tudi imel sem to čast, da sem ga pokrival na kornerjih in mi je bil dostikrat blizu, ampak v tistem trenutku je sam pač razmišljaš, da ga moraš ovirati, da ne bo dal gola, ne, ni niti časa, da se v bistvu zavedaš, kdo to je in verjetno bo to čez par dni, pa sploh, če bom malo pogledal slike pa videe za nazaj, potem začneš razmišljati, on je bil zraven mene, ne. Tako da med samo tekmo pa čisto iskreno ni bilo nekako tega feelinga, ne. Je bil sam eden izmed nasprotnikov, tako bom rekel. Kako se je bilo, da rečem, tepsti zvezdniki svetovnega slovesa? Ja, vrhunsko seveda, mislim, igrati pred takim igralcem je itak zmeraj v bistvu vrhunsko. Po eni strani lahko je veliko lažje igrati pred nekim manjšim ekipam, zato ker imaš nekega več prostora, ne brani toliko kot manjše ekipe, tako da ni spet najtežje igrati pred takim ekipam. Ampak ja, seveda, je pa tukaj dober pokazatelj, kako naša ekipa lahko funkcionira in sem zelo, zelo, zelo ponosen na njih, na nas. Ja, ste poslali kakšno sporočilo tekmecem s to zmago proti Portugalcem, ki niso vajeni izgubljati? Ja, seveda, da nismo v bistvu slaba reprezentanca, ko se samo bori, ampak da lahko smo navadni za vsakega. Ja, kar nekaj premora bo sedaj do junija, torej bo treba nekako ohraniti to formo v klubih? Ja, seveda, fantom želim, da čim boljše igrajo, da čim več igrajo, igramo seveda in ja, potem da prijemo nazaj in pokažemo, kaj lahko naredimo. Še kakšen vtis o Ronaldu, vsi so govorili tudi v pripravah na to tekmo o njem, kako je bilo na igrišču? Ja, seveda, igrati po takem igralcu, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Vsak je človek na koncu in ja, enkrat zabije, enkrat ne, verjamem, da naslednjič bo in pred nam se je pač izkazalo, da smo ga dobro pokrili in vrhunsko delo fantov. In ga naredili nervoznega tudi? Ja, seveda, ga popolnoma razumem, mislim, da noben ne rad zgublja, tako da ja.